Betlehem v hebrejščini pomeni hiša kruha. Tamkajšnja, že zelo stara salezijanska pekarna pa je tudi fizično oprijemljiva hiša kruha, kjer se vsak dan s to osnovno življenjsko dobrino oskrbijo mnoge družine in posamezniki v stiski. Ura še ni 7 zjutraj. Betlehem se počasi prebuja v mrzel in deževen dan. Eno od prvih vsakdanjih opravil za mnoge tamkajšnje prebivalce je obisk stare pekarne, ki je odprta samo v zgodnjih jutranjih urah. V pekarni dela 6 ljudi. Sulejman je starosta, ki tu dela že od leta 1948. Sama pekarna, ki jo vodijo betlehemski salezijanci, ima za seboj dolgo zgodovino. Tutto incominciò quando nel 1863 Don Antonio Belloni costruì l'orfanotrofio. Don Belloni fin dall'inizio. Vse se je začelo leta 1863, ko je duhovnik Antonio Belloni tukaj zgradil sirotišnico. Že vse od začetka je razmišljal, kako nahraniti sirote, in tako si je zamislil pekarno, da bi nasitil svoje sirote in tudi betlehemske družine. Darovi mnogih dobrotnikov so postali zagonska sredstva, s katerimi so povečali prvo majhno pekarno, ki je premostila obdobja največjih stisk v vojnem času. In tudi danes kruh iz te pekarne nahrani mnoge betlehemske družine. Vse, ki jih v pekarno napotijo socialne ustanove, imajo pravico vsako jutro dvigniti zastonj svojo vrečko kruha. Ogni giorno noi, non tanto io, ma gli altri che sono qui nel forno impastano circa 350 Vsak dan kg di zamesimo, farina. ne ravno jaz, temveč tisti, ki delajo tukaj v pekarni, zamesijo kruh iz približno 350 kg moke. Iz nje naredimo 3100 hlebov različnih oblik in od teh 3100 jih 850 vsak dan damo ustanovam, kot so bolnišnice, domovi ostarelih ali pa družinam v stiski. Zgodovina te pekarne je po svoje zanimiva, tudi zato, ker Betlehem v hebrejščini pomeni mesto kruha. Četudi v arabščini Beit Laham pomeni hišo mesa, je v originalni hebrejščini to hiša kruha. Torej v tej hiši kruha, kjer te dni prav tako praznujejo božične praznike, še vedno deluje salezijanska pekarna in živi ter opravlja poslanstvo konkretne, praktične ljubezni do bližnjega. Ljubezni, ki se daruje vsem.